Gabriel Kolbič, o njem bom poskusila danes kot o očetu povedati tisto, kar me pravzaprav marsikdo marsikdaj sprašuje. Kako je živeti z umetnikom? Ne bom delala nobenega zgodovinskega pregleda, nobenih letnic, ampak sem si poskusila ob nastajanju te zgodbice odgovoriti na to dejansko, kako sem jaz osebno živela z mojim očetom. Prvo dejstvo, ki me je zelo pretreslo in sem se ga res do korenin zavedla, je čisto tule pod njegovim imenom in priimkom, namreč kam daleč segamo. Rojen je bil vendar 1913. To je arheološka zgodovina za danes mlade generacije. Tudi prihodnje leto mineva že 30 let, odkar ni več tu, pa se ga marsikdo zaveda še vedno, kako je hodil po mestu, ker je, recimo temu, skoraj 40 let vendar oblikoval ta mariborski mestni prostor. Dejstvo je namreč, da je imel pravzaprav neke take osnovne 3 življenjske prostore je nosil v sebi. To so bile Slovenske gorice, Velka, to je bila Praga in to je bil Maribor, v katerem je živel in ki ga je zaznamoval. Verjetno je to tisto, o čemer sem rekla prej, in sem tokrat iz te smeri jaz Metki izredno hvaležna, da je ona naslednica tega na Koroški cesti 21, da ti prostori niso mrtvi, da ustvarjanje teče naprej, to je pač neka sila, ki se je ne da preprečiti, tudi če so razmere morda kdaj težke. Zakaj govorim težke? To fotografijo takšno in takšnega očeta se verjetno vsi spominjate. Dejstvo pa je, zakaj sem Metki kot naslednji ustvarjalki in naseljenki teh prostorov, da jo naseljuje z umetnostjo naprej, kajti živeti s kiparjem pomeni to, kar vidite. Kiparstvo ni tisto, da imaš lahko majhno sobico ali pa kabinetek, pa tam not ustvarjaš. Ja, morda lahko tam si risar, si ilustrator, verjetno si lahko tudi slikar, kjer pa so veliki formati že problematični, vendar kipar v takem formatu tega preprosto ne moreš početi doma, če nimaš posestva ali če nimaš za to primernih prostorov. Zato so in za slikarje in za kiparje še danes ateljejski prostori tistega vitalnega pomena, da ustvarjanje lahko teče. Tu je pravzaprav ena seveda aranžirana fotografija iz ateljeja, kajti oče je v ateljeju dejansko ne samo ustvarjal, živel, to je bila porodnišnica v vseh pomenih. On niti skic, niti nekih slutenj ni ustvarjal doma. Doma je pesnil, doma je pisal, doma je komentiral, medtem ko ustvarjal dejansko in srečeval se je pa v ateljeju. To je ena redkih fotografij, ker on pravzaprav v ateljeju sedi. Ker morda, če se ga kdo še spomni, če ste bili obiskovalci pri njem, on pravzaprav ni imel obsežne mize z dosti stoli, k njemu se ni prišlo sedeti. On je po svoji naravi dela, pač kiparstvo, stal in tudi tam so vsi klepeti, ki so trajali včasih tudi kar nekaj ur, potekali stoje. Tako da ta aranžirka je narejena dejansko za spomin. To je gesta, po kateri bi se ga spomnili iz ateljeja. V ospredju je portret njegove mame,
En od polovice, tudi oče je, ki sta na pokopališču na Velki, danes na grobu, tu je pa mama samostojno. In tu že neka, to so verjetno zgodnja 60 ali pa 50 leta, on pa že ustvarja neko dosti modernistično zgodbo. Atelje, to je pač večna tema in tu ne samo, da sem hvaležna Metki, hvaležna sem tudi vsem na Zgornji Velki, in seveda pod občino Šentilj, da so na nek način sprejeli in še vedno živijo z zapuščino. Kiparska zapuščina je namreč lahko izreden problem. Tega ne moreš spraviti v predal, tega ne moreš zmašiti pod posteljo. To so stvari, s katerimi pa dejansko, če smo iskreni, nasledniki tudi težko živijo. Da bi moja družina, družine mojih otrok danes živeli s partizani, s pomembnimi portretiranci, to nekako pač ne gre, vsekakor pa teh stvari tudi ne moreš zapreti v neko garažo, jih konzervirati, zato da se bo morda kdaj kaj zgodilo. Tako da to, da so portretni kosi, pa seveda tudi nekaj male plastike, danes na ogled in shranjeni na Zgornji Velki, temu sem res vsem, ki so se za to potrudili in se trudijo še danes, izredno hvaležna. Ja, ena stara fotografija, kot vidite, iz leta 30-31, tole je moj oče, kajti dejstvo je, da je on razmeroma zgodaj iz Velke pravzaprav odšel in so njegova mesta res bila Maribor in Praga. To je deška meščanska šola. Niti zelo se mi ni bilo treba potruditi, mi v knjižnici imamo 40 let monografijo, vso rumeno že in staro 40 let državne deške meščanske šole, čisto natančno popisane, gospod Drago Humek je bil ravnatelj. Tu pa zanimivo, kako ob eni fotografiji hitro najdeš seznam naših učencev v jubilejnem letu 31 in sicer, kje je Gabrijel Kolbič, tule, Gabrijel Kolbič, Spodnja Velka in mislim, da je prepoznal tudi tule. Deška meščanska šola je bila stavba na Leninovem, na Maistrovem trgu, in sicer ta, ki je vogalna stavba, najprej je občina, potem je parkirišče in zdaj ta vogalna stavba, Zavod za urbanizem, mislim, da je še vedno tam. To je bila deška šola in v tej monografiji je kar nekaj fotografij, predvsem pa vsi seznami učencev. Torej dejstvo je, leta 31 je oče v tej mariborski šoli zaključeval svoje izobraževanje tu in potem odšel na tako rekoč študij na umetno-obrtno šolo v Prago. Ko danes pogledamo dijake, niso se oblekli v obleke samo za svečano priložnost fotografiranja, bili so res drugi časi, to je bilo nekako malo strahospoštovanja oziroma spoštovanja do izobraževanja samega. Od tu je odšel na šolanje v Prago. Praga je bil pa drugi zlati svet. Obstaja v družinskih albumih tudi nekaj fotografij z golimi modelkami, ki so jih upodabljali, ampak to življenje pred drugo vojno v Pragi, v praških ateljejih,
Na umetno-obrtni šoli in pozneje na Praški akademiji je bilo, kot vidite, veselo, burno, polno življenja, nekaj čisto drugega. Zdaj, ker sem rekla, da se bom spomnila mojega življenja z očetom, zanimivo, da se v svojem poznejšem življenju ni želel in tudi ni pogosto vračal v Prago. Nosil jo je v spominu takšno, kot smo jo prej videli, takšna, kot je bila, zlata Praga, po okupaciji Češko-Slovaške, pa se je, vsaj jaz se spomnim, to je verjetno eno obdobje pred mojim rojstvom, pred letom 65, in pozneje smo se družinsko samo še enkrat vrnili. On je nosil to Prago preprosto v nekem drugem spominu in ga ni želel mazati, kaliti, ne sprejeti tistega dejstva, da je Praga pa po vojni res izgubila ves sijaj, ves naboj in da je bila res žalostno mesto. Da so prepleti človeških usod, življenj, nekih energij pač neverjetni, je mogoče to, da je pač Metka kot ustvarjalka nasledila atelje, da je oče pač to Prago tako nosil v srcu. Obstaja namreč fotografija, ki je jaz zdaj tu nimam, ampak čisto na istem mestu stoji moj sin Gabriel, 4 leta, 5 nazaj, ker tudi on živi danes v Pragi in na istem mestu je fotografiran. Zanimivo, kako se neke stvari pač sedejo na svoje mesto čisto same od sebe. Zdaj pa naše družinsko življenje. Živeli smo pravzaprav samo na 2 naslovih in to je Prešernova Huterbloku, ker vedeti je treba, da je oče vendar ni bil samostojni kipar, on je celo življenje hodil v službo in se tudi upokojil. Tako da, ko sem jaz prišla na svet, sta moja mama in on živela v Huterbloku, v velikem meščanskem stanovanju, katerega uporabniki smo pa bili mi, kot naša družina, samo 2 sob. To so bile sobe, ki so bile v prvem delu velikega stanovanja kdaj namenjene služinčadi. Sreča je bila, da so to bile sobe, ki so imele ta balkon s pogledom na Jemčev vrt, ki ga je oče marsikdaj tudi na to veliko vrtnarijo tudi upodobil. Prva fotografija je pogled na notranjost Huterbloka, moram pa reči, da to življenje v tistih časih od 65 do 70 je verjetno v Huterbloku bilo precej lagodno. Moja mama, mi nismo imeli pralnega stroja, tu spodaj, to je namreč pogled na pralnico, perilo se je pralo v pralnici, bilo je centralna kurjava, tako da bivalne razmere tukaj čisto v jedru mesta so bile odlične. Dejstvo pa je, da sta bili to pravzaprav 2 sobi. Prejle sem zasledila na Metkini eni domači fotografiji, mislim, da smo imeli identične hladilničke. Jaz torej na mizi slikam, ker tudi po ozadju vidite, življenje je bilo zelo skromno. Te 2 sobi sta bili bivalni prostori, kuhinja, vse. In mojemu očetu ta vidik ugodja, lagodja, ne vem, izkazovanja nečesa ni pomenil čisto nič. Njemu je dom bil zatočišče, kjer ti je ugodno, kjer se naješ, kar že je, kjer prespiš zato, da lahko naprej delaš, razmišljaš, ustvarjaš, to je bilo tisto. Ne pa živeti doma, gledati televizijo, televizije dolgo nismo imeli.
Na tretji fotografiji sem pa jaz z mojo mamo. Moja mama je bila pa profesorica slovenščine, tudi nje se verjetno vsi spominjate še. Na neki način ena nevidna spremljevalka mojega očeta. Vedno tam, kjer je morala biti, vedno je za njega poskrbela, vedno mu je bila ob strani, ampak na neki način nevidna. Skrbela je zame, za našo malo družino, sicer pa moram tako reči, neposredno z njegovim ustvarjanjem ni bila povezana, ker on tega pač ni počel doma. Leta 1972 smo se preselili v Cankarjevo ulico 23. Zakaj se mi zdi ta fotografija, mislim, zakaj sem jo odbrala? Zato, ker mi v naših domovih, v naših obeh domovih nikoli nismo imeli po stenah ali na komodah ali kje očetovih stvari. V našem domu, tu sta dva Eltjena, to je Jakopič, to je portret Jožeta Zela, mojega očeta. Doma je bil svet nekaj čisto drugega kot svet ateljeja. Ja, bile so te glavice Gabrielc na omarah, ampak ostala dela umetniška, ki so nas obkrožala, mene doma, pa niso bila njegove risbe, njegove skice, ne akvareli, ne nič. Zakaj sem odbrala te dve? Zato, ker je to tisti tretji, četrti morda kraj, ki ga je oblikoval in je tudi on oblikoval po njem svoje ustvarjanje, to je Piran. Prva slika je zanimiva zato, ker se jaz v življenju spomnim očeta kot človeka, ki je imel en sam črn plašč res za pogrebe in svečanosti, sicer pa je bil zmeraj oblečen v svetlejše stvari, njegovi suknjiči so bili rjavi, bil je izrazito barvit človek, rad je imel barve v vseh pogledih, živahnost, nek utrip, nek tempo in zanimivo, tudi hiša v Piranu, ki je rdeča, naključno zgodovinsko je pač rdeča, ampak tako je on zmeraj želel ustvariti neko vrvenje, da je tudi pri fotografiji svoje piranske hiše rekel, pa stopite k oknom, da bo malo bolj živo. Tako da vidite, vsi smo se lepo aranžirali po oknih in dejansko to je on bil. Ni bil človek miru, ni bil človek spokojnosti, bil je človek barve, razmišljanja, akcije, klepetanja, vsega, vse okoli njega je na neki način bilo tako, zato ga je Piran tudi tako očaral. V tem mestu sem se z mojo mamo tudi spoznala in Piran je tudi vsebina neštetih motivov od tam. Tudi ko je bil na morju, ker je seveda bil v pedagoškem poklicu, je to možnost imel, da smo bili 2 meseca poleti na morju, je on v tej hiši v Piranu prirejal, se vidite, razstave, tu je na fotografiji z doktorjem Robertom Hlavatijem, akvarelistom, ki je na nek način tudi botroval očetovi usmeritvi po pogumnem zamahu v akvarelizmu. On je drugače rekel, pimplanja ne maram. To se pravi, te prelivajoče barve, tako da to so bili pogovori. On v Piranu nikoli ni ležal na ležalniku, šel je zaplavati v morje, sicer pa so dnevi potekali tako, da je spodaj v veži naredil kakšno razstavo, da je klepetal s tistimi, s katerimi si je želel govoriti in so bili njegova vsebina.
To je pa tisto, kar sem rekla, on ni bil izključno kipar. On je preživljal cele dopoldneve, se pravi v delovni obveznosti na osnovni šoli Ivana Cankarja je učil likovni pouk. To je delal zelo rad, pa malo na svojstven način. Kot vidite, je prinesel tudi pravi okostnjak oziroma skelet in je preprosto učencem v 5. razredu. Zakaj je 5. razred? Zato, ker to sem jaz, mene je namreč v 5. razredu osnovne šole še učil, potem pa se je upokojil. In on je rekel, rišite. Svoje učence, ki smo bili takrat majhni. Nikoli ni dajal nalog, zdaj bomo pa delali jesen, pa bomo zalepili rdeče liste na papir. On je dajal neke pravzaprav nemogoče naloge otrokom, narišite, kaj vidite, pa spravite ga gor, da ne bo invalid, da ne bo brez nog. Učil je lepopisje, učil je neke stvari, ki so že takrat izginile, danes pa jih itak ni, tako da marsikdo se ga spominja potem, da je septembra moral pri Kolbiču delati Moje počitnice. To je bila mapa, v katero si moral z lepopisom napisati, kje si bil, kaj si počel in to lepo opremiti, se pravi izdelati nek celostni izdelek. To, da je neprestano to pa doma, pri nizki mizi v dnevni sobi izrezoval kakšne črke, ker on je bil zadolžen, da je delal napise, živel 1. maj, pa vse, kar se je leplo, z bucikami pripenjalo še na žametne zavese in potem smo spredaj deklamirali, to je on počel zelo skrbno. In seveda, ko je prišel domov iz šole, je zmeraj prinesel tudi kosilo, tako da moja mama je kuhala ob sobotah in nedeljah. In potem je jasno, da ni bil dom tisti, kjer bi on ustvarjal, ampak da je takoj krenil, ponavadi seveda z baretko in aktovko, skozi mesto. In zato so ga meščani tako poznali. To je bila njegova kratka pot, ampak vsakodnevna, tudi čez vikend, po Mariboru, kjer je srečeval, kjer je komentiral s svojo baretko in na poti v atelje. Kot sem rekla, kakorkoli in kjerkoli, on ni bi temu rekel pohajkoval ali pa posedal ali pa klepetal kar tako. Kamorkoli je prišel, on je slikal. To je en tak tipični spomin, ki ga jaz ohranjam na njega, se pravi črna baretka, nekaj pisanega, nekaj ne zelo skrbno izbranega in pa to, da malaš ali da pač črpaš in komentiraš iz okolice karkoli. Tu sta torej tudi 2 taki tipični fotografiji. On je zmeraj nosil pribor in to sta ta njegova kraja, ki sta ga zavedno zaznamovala. Jaz se ne spomnim, on je vedno govoril, kadar je prišel nazaj na Velko, o skromnosti, o težkih časih, kot smo videli leta 1931, je on sicer napisan, da živi na Velki in verjetno je res tam živel, morda če bi kdo bil in te podatke jaz jih ne vem, če bi jih znal razgrniti, prav gotovo se pa ni vsak dan vozil v šolo leta 1930 v Maribor. Vsak dan tja in nazaj, kje je še kdaj preživel v nekem internatu, ni bil. Meni to ni znano. Zdaj, zakaj mi ni znano. Tako kot je Metka dobila njegova razmišljanja in pisanja, tako je on imel pisanj in razmišljanj o vsem, ne samo o kiču, pa o mestu, pa o spomenikih, pa o umetnosti, ampak tudi o svojih Slovenskih goricah, o ljudeh, o svojem otroštvu, ampak to so bile zanimive zgodbe, ki
ki jim nikoli nisi mogel čisto zaupati. Koliko imajo te zgodbe domišljije, ali so morda, imajo samo temelj v resničnosti in so ostalo kar domišljija. Tako da, ker vedeti treba, če je bil rojen leta 13 in je bil leta 30, 29 seveda že v Mariboru v šoli, on desetletja in desetletja ni trdo delal na polju. Ampak njemu se je to vaško življenje, to delo, ta skromnost, ta kremenitost tako zelo ga je zaznamovala, da se je zmeraj vračal v svoj rodni kraj. Je pa v tem Huterbloku, kot smo prej pogledali fotografijo, na začetku mariborskega življenja, se pravi povojnega obdobja, živel s svojim očetom, ki je bil že bolan in je potem tu tudi umrl. Mama je umrla že znatno prej. Takole, to je podoba, ki se je jaz osebno ne spomnim. Sem jo pa izbrala zato, ker se mi zdi nekako tako značilna za njega in očarljiva in nosi pravzaprav vse to, o čemer sem govorila. Ja, kiparstvo. To je že atelje, to je to, kar sem rekla, da je vse kiparsko snovanje nastajalo na Koroški cesti. On je tu delal skice, ki jih pa ni ohranjal, zanimivo, tega v sebi ni nosil, da bi arhiviral nastajanje nekega dela. Tudi ne z grafitov, tudi ne reliefov, marsikdaj kdo vpraša, pa imaš kakšno skico, kaj? Ne, on je ohranjal svoja pisanja. Medtem ko je zaključil z nekim kipom, kipcem, je enostavno osnutke zavrgel. Medtem ko portrete, tega se tudi Metka ti spomniš, za njih ni delal skic. Nikoli, nikoli. Človek je prišel, sedel, lahko je malo klepetal, hodil in on je delal. Spet en hecen preplet, tako kot je ta Gabrijelca, tista, ki očetovo obdobje ali pa neko ustvarjanje pravzaprav karakterizira, ker mojega mlajšega sina ni spoznal, je pa Metka tista, ki je naredila en čudovit portret mojega mlajšega sina, ki je ujel natančno to čutnost tega nekega malega otroškega portreta. Tako da neskončna so prepletanja. Tu je obdobje, ki se ga pravzaprav jaz najbolj spomnim, kar je morda na nek način boleče, ampak on je vendar bil kar nekaj let bolan. In ta silni ustvarjalni zagon je njemu dajal smisel življenja. Ko so se njemu začele tresti roke, ko je njegova Parkinsonova bolezen napredovala, se je on rad vračal samo še v ta atelje in se je nekako sprijaznil, da je njegovo življenje končano. In si ni želel preživeti, ne vem, desetletja in se veseliti lepega sončnega dneva. On si je želel samo tega ustvarjanja. To je bil njegov življenjski moto. Tako da to so take tipične fotografije. Tu v ateljeju je imel pa samo svoj ustvarjalni svet. Tu so bili pa njegovi tudi oljni poskusi, akvareli, portreti in mala plastika. Zdaj, kot sem začela o ateljeju in pa o tako rekoč problematiki neke kiparske zapuščine, to so stvari, ki jih kot kiparsko zapuščino z radostjo zlahka živiš
in vpleteš v svoje življenje. Medtem ko, tako kot sem rekla, javne spomenike ali velike portrete, s tem je pa večni problem. Hvaležna sem tudi Umetnostni galeriji in seveda Velki, da je nekje prostor, kjer te stvari ostajajo. Tu je, tako kot je Metka že povedala, seveda so bili to časi prijateljstev, srečevanj, klepetanj. Tukaj je medaler Vladimir Stoviček, oče se je večinoma družil z vsemi prej omenjenimi in naštetimi, ampak v Mariboru. Kar se tiče njegovih potovanj po svetu, je potoval z društvom, medtem ko nekih želja po silnem popotništvu in odkrivanju daljnih krajev in tujin pa ni imel. Vse, kar je želel izpovedati, je nosil v sebi oziroma našel tu. Kar se spomnim, da je neprestano razstavljal. Imel je razstave od Velenja do, ne vem, to so bili seveda časi, ko so bile v MTT-ju razstave, pa v jedilnici, ne vem, Svatija razstava. Ampak ja, on se je tega razstavljanja veselil in ljudje tudi. Prišli so množično, ne zato se mi zdi, to je moj osebni spomin, ker bi morali, ampak preprosto zato, ker se je prišlo in se je srečalo z umetnostjo in je bilo fajn. Tako da ja, razstave, saj vidite, fotografija takega tipičnega umetnika, kot jih imamo v spominu, da taki so pa bili. Ja, taki so bili seveda ob razstavi. Javno, ja, še danes nas spremlja. V stolnici oltarna miza, javni spomeniki, portreti tam in drugod. Vsi mi še rečejo, da v marsikaterem domu, tako pri družini Sapač, ko jih je res nekaj, kar nekaj nanizanih krasnih portretov. Portreti male plastike, je pa hec, prihajajo časi, ko stopiš tudi v prodajno galerijo, pa tudi tam najdeš stare in starejše umetnike in njihova dela, ker pač, kot slišiš od galeristov, vnuki, danes že celo pravnuki, se preselijo drugam, opreme stanovanj niso take, boljše je dobiti mikrovalovno pečico, kot pa zdaj nekje na polici imeti nekaj, kar je imela pač mama, pa je imela sentimentalni odnos. Spreminjajo se časi, kar nočem reči, da je grozno boleče. Seveda bodo te stvari našle novo domovanje in bodo osrečevale druge ljudi, ampak časi se pač spreminjajo in spreminjajo se zelo, kajti te deklice na vogalu Kersnikove ne srečamo več, ker je ni, je nekako njen v časopisu in na RTV-ju, torej tista razmišljajoča je izginila, ni je več tudi nadomeščena, ni, ker je to pač območje, ki pripada stanovalcem bloka in bi oni morali sami poskrbeti za kaj takega. V glavnem, očitno je Bron postal nek vir denarja. Bom pa na naslednji fotografiji povedala, zakaj sem se pravzaprav tega tudi dotaknila. Poglejte, to je leta 1923, ne, to se pravi lansko leto, so poskušali ukrasti
ta bronasti portret, medtem ko 5 kilometrov stran so pa partizana Leskovška pred osnovno šolo pa odtujili, ukradli, ni ga več. Tudi nadomestila žal tega partizana pa v našem arhivu skladišču ni. Ampak zakaj govorim javno danes? To je namreč današnje stanje. Ob takih dogodkih se ne malo kdaj, ne uradno, ne zapisano zasliši, to je organiziran kriminal. To je čez 2 uri že prešlo mejo in bilo in se ne bo nikoli vrnilo. Obstaja pa tudi dokumentacija za javno nekoč. Namreč, ko so tega dečka in deklico, ki sta v mestnem parku pri bazenu skakala v vodo, torej odpeljali sem okolnico, jaz sem načrtno dala tako oddaljeno fotografijo zaradi današnjega odnosa, ki se mu reče varovanje osebnih podatkov, drugače pa, če odprete Večer, danes ta storilec je opisan s polnim imenom in priimkom in letnico, samo še naslov manjka, ampak lahko ga pridobiš kjerkoli. Dejstvo pa je, kot vidite, da je bil februarja 1977 ukraden in maja leta 1977 izrečena sodba, ob kateri se danes zgrozimo. 4 leta strogega zapora. To je zgodovina. O čemer smo govorili prej, je pa realnost danes. Pisanja. To je tisto, kar se je godilo pri nas doma. Nad mizo v dnevni sobi se je sklonil oče in je pisal. Pisal o vsem, kar mu je padlo na pamet. Komentiral mesto, komentiral umetnost, komentiral vse. Vedno pa je to njegovo razmišljanje in komentiranje na nek način izviralo iz neke Slovenije goriške drže, ki je bila tako čvrsto nespreminjajoča. Ja, tudi on. Avtomobila absolutno ne, včasih smo hodili peš. Treba je trdo delati, treba je pošteno delati. Televizija, to je navlaka. Mi smo jo kupili oziroma dobili, ko se je šlo na Luno. To pa je bil velik korak za človeštvo. Medtem ko vse ostalo, da pa se ljudje samo z avtomobili vozijo, tega pa ni sprejemal. In to je vse javno tudi zmeraj komentiral. To je tisto, kar sem omenila prej. Njegovi zapisi, ki jih je ogromno, o družini, o mladosti, o letih njegovega šolanja. Vidite, da jih je ustvarjal albumsko, so doma, on je lepo fotografije pripisoval vse, ampak potem pa najdeš zapis o njegovi družini v 6 različnih mapah, kjer pa je enkrat ena oseba taka, drugi mapi ima drugačno usodo, tako da družinski člani so zmeraj imajo svojo vlogo in so postavljeni na svoje mesto, medtem ko vse ostalo je morda na meji med pripovedništvom in resnico. Risanje, tako kot sem rekla, takšne skice pravzaprav ne obstajajo, on do njih ni imel odnosa, zanimivo, medtem ko neke lepe zaključene risbe je pa ohranjal. Dejstvo je, da se in v risbi in povsod izjemno pozna, da je bil podroben poznavalec anatomije. To so nekateri stari zvezki njegovih poskusov
iz mladosti. To je portret moje mame, ki ga pa jaz osebno smatram kot en izmed izjemno lepih portretov. In pa potem seveda, to je Štukl, portreti raznih osebnosti, za katere, še enkrat bom ponovila, je izjemna težava hranjenje, ko nekoga ni več. In ohranjanje. Torej, kot pesnika s 5 pesniškimi zbirkami, tudi tu ni nikoli ostal spregledan, predvsem pa svoje življenje, torej na poti vedno med domom in ateljejem in seveda življenje v ateljeju je posvetil mestu. In zmeraj je bil reden objavljalec svojih misli, domislic ali pisanj v Večeru in reden sprehajalec po mestnih ulicah in kramljalec z sogovorniki, ki jih je imel neverjetno rad. Takšnega se spominjam jaz. Jaz sem otrok človeka, ki ni bil več v rosnih letih, ko je dobil hčer, zato mi je tudi toliko pravzaprav izjemnih stvari posvetil. Takšnega se spominjam jaz. Takšnega se verjetno spominjate vi. V ateljeju s sivečimi brki, no takšen je pa bil, ko je prišel v Maribor in ko je začel ustvarjalno pot in ne vem, zazdel se mi je takšen sijajen portret za zaključek. Hvala vam za pozornost, da vas ne bom izmučila do konca. Hvala lepa.